Zero, and liftoff of Space Shuttle Atlantis. Mission to build, resupply, and to do research on the International Space Station. Spoštovana pomočnica ravnatelja Sanja Polinič-Vidic, razrednika Mojca Novak in Boštjan Slovin, učiteljice in učitelji, starši ter ostali zbrani, lepo pozdravljeni na naši baleti. Danes smo popeljali skozi galaksijo našega 9-letnega šolanja. Sedaj pa vam predstavimo našo posadko. Nina Balenšek, Tjaša Galič, Filip Fortuna, Julija Gorenc, Max Zupan, Corina Pršija, Alex Grebenc,
Claudia Jarc, Nate Rothmans, Nastja Smrke, Vitka Menčič, Hanna Vrhovec, Anžel Krevs, Eva Krevs, Saša Molinec, Larisa Saje, Aleks Ravnikar, Urša Matoh, Jakub Krevs, Ema Gracel, Urban Matko, Eva Zupančič, Timotej Smrke, Lan Malus, Dunja Zgonc, Tim Krevs, Matija Brnec Jurezel, in Matevž Špilar. Sedaj pa na oder vabim pomočnico ravnatelja, da spregovori nekaj besed. Malo naštimati, ne? Da se vsi vidimo. Tako. Dragi devetošolci, spoštovani starši, spoštovani kolegi, lepo pozdravljam tudi v mojem imenu in imenu ravnatelja, ki se mi danes žal ni mogel pridružiti. Z te strani, moje strani ste videti, kot da ste vsi skregani, ampak vemo, da ni tako, ne? Lepo pozdravljeni še enkrat v nekoliko neobičajnem, drugačnem, vendar za te trenutne razmere normalnem okolju. Pred mesecem dni je bila Valeta pod vprašajem, ali bo ali ne bo, je pa prav, da se je zgodila in da se dogaja. Epidemija je naredila svoje, postavila je nove norme, nova družbena pravila vedenja in delovanja. Kdo pa je tisti, ki piše pravila? Gotovo se strinjate z mano, da ni epidemija, temveč človek. Ljudje smo tisti, ki oblikujemo pravila obnašanja. V marcu se je svet za trenutek ustavil. Poročali so, da so se ustavila naša življenja. Vendar sem prepričana, da je marsikdo ta čas izkoristil, se zazrl vase in razmislil o svojih dejanjih in svojih željah. Dragi devetošolci, verjamem, da se je za vas v tistem trenutku življenje res ustavilo, saj ste pogrešali bližino svojih sošolcev, prijateljev, učiteljev. Kljub temu, da šola ni bila tako blizu, je bila z vami ves čas, vsem drugačna. Mobitel in računalnik sta kar čez noč postala obvezni učni pripomoček, pozdrav preko Zooma pa nekaj povsem običajnega. Lahko bi dejali, da se je zgodila neka prelomnica. Tudi Valeta je prelomnica, mnogo večja. Tako kot marca, tudi tokrat gre za res. Zapirajo se osnovnošolska vrata in odpirajo se neka povsem nova. Mi smo se spoznali v 5. razredu. Bili ste moj prvi tako številčen 5A in tudi prvi razred na tej šoli. Zato ste se pisali še nekoliko globje, v srcu lahko rečem. Takrat vas je bilo skupaj 27. Na začetku smo se malo gledali in opazovali, nato pa se imeli zelo lepo. Bili ste radoveden, živahen in sposoben razred. Spomnim se vaših čudovitih izdelkov, našega razrednega tekmovanja varno na kolesu, kamor smo se z avtobusom odpravili do Lenske Toplice, kljuke, ki je neprestano padala, šole v naravi, v kateri je zbolela več kot polovica razreda. Kljub temu pa ste uživali v nočnem deževnem sprehodu, jahanju konjičkov, raziskovalni dejavnosti in mnogih drugih stvareh. Meni ste ostali zelo lepem spominu.
Zato me veseli, da ste vsi uspešno zaključili 9-letko, se vpisali na izbrano srednjo šolo, kjer boste spoznali mnogo novih ljudi, si pridobili nove prijatelje, dobili številne priložnosti. Želim vam, da v novo obdobje zakorakate pogumno in odločno, vendar nekoliko previdno in s trezno glavo. Na svoji nadaljnji poti boste uspeli, če boste pošteni do sebe in do drugih in če boste verjeli vase. Ob tem pa vedite, da na tej poti niste sami. Ob sebi imate družino, ki vam bo vedno stala v strani in vam pomagala. Spoštovani starši, mogoče zdaj razmišljate, kako kdo je bilo zadnje 3 mesece, vendar počasi na to pozabljate. Predtem ste imeli popolnoma drugačne skrbi. Nakup zvezkov, nalivnikov, ovitkov, ocene, tekmovanja, popoldanske dejavnosti. Zdaj pa so pred vami vaši veliki otroci in novi izzivi. Pravijo, mali otroci, male skrbi. Veliki otroci, velike skrbi. Drži kot pribito, a ne? Morda se tiho pri sebi sprašujete, kam so minila vsa ta leta, kako se bo moj otrok znajdel v novem okolju, mu bo uspelo, s kom se bo družil v novem mestu, koga bo pripeljal domov. In vse tisto, kar se je včeraj zdel problem, je že pozabljeno in danes imate že nov. Ob epidemiji pa smo vsi spoznali, da vsi veliki problemi lahko naenkrat postanejo majhni. Dobili smo potrditev, da je v življenju najpomembneje, da je družina skupaj, da si pomagate, da drug za drugega skrbite in še pomembnejše je, da ste vsi zdravi. Kako bodo ti otroci oziroma mladostniki krojili svojo usodo sveta in vesolja, kakšne norme in vrednote bodo pisali družbi v prihodnosti, je odvisno od njih samih, a še bolj pa od vas staršev. Pri vzgoji otrok vsa ta leta niste bili sami, imeli ste pomoč, naše učitelje. Tudi učitelji smo imeli priložnosti nalogo, da smo vašega otroka in našega učenca vzgajali in varovali, postavljali meje in pričakovanja. Vodili smo jih po neskončni zakladnici človeškega znanja. Da pa je vam, devetošolcem, uspelo, ste se morali kdaj pa kdaj odpovedati, se truditi in vztrajati. In prav znanje je tisto, kar boste iz te šole odnesli v sabo svet, in znanje boste krojili vrednote, kot je delovnost, prijateljstvo, spoštovanje, strpnost in poštenost. Naj vam še preberem, kaj je zapisal Albert Einstein. Ne pozabite, da so čudovite stvari, ki se učite v šoli, delo mnogih generacij. Vse to znanje, ki vam je položeno v roke, je dediščina, ki jo spoštujte, jo bogatite in nekega dne zvesto prenesite na svoje otroke. V imenu vodstva šole se zahvaljujem vsem staršem za dobro in odkrito sodelovanje, strokovnih delavcev za uspešno opravljeno nalogo v teh 9 letih in vam učencem, da ste sprejeli našo roko. V nadaljnjem šolanju in življenju vam želim predvsem zdravja, poguma, vztrajnosti in sreče. Vedite še, da so vam vrata osnovne šole Toneta Pavčka vedno odprta in pri nas ste vedno dobrodošli. Srečno. Naša skupna pot se je začela 1. septembra 2011, ko je šolski prag pogumno prestopilo 23 šolarčkov. Z rumenimi rutkami okoli vratu smo radostni, mogoče malce prestrašeni, a še vedno željni novega znanja, začeli šolanje na osnovni šoli Mirna Beč. Prve spomine smo ustvarili z učiteljico Tatjano Kubljenik. V 2. razredu nas je poučevala učiteljica Draga Bregar. Komaj smo se navadili na novo učilnico, začeli odštevati dneve, ko bomo ob koncu pouka tudi mi stekli po tistih veličastnih stopnicah, pa so se plani malo obrnili, ampak so malo boljše, saj smo se kmalu preselili v novo šolo, osnovno šolo Toneta Pavčka. Pa saj to leto zveni super, kaj ne? Ja, saj res ni bilo tako slabo, vendar nas je v tistem letu zaradi selitve zapustil prijatelj Žiga.
Tretji razred smo začeli drugače kot ostale generacije. Pred nami se so nas začeli moriti z ocenami. Res je, ampak veš, zakaj smo bili ravno mi prvi? Ker smo bili dovolj pogumni in junaški, da so začeli z našo generacijo. To pa ni bila edina sprememba. Dobili smo novo učiteljico, Mojco Lužar, in dva nova sošolca, Korino in Aleksa in Ejca. Kot četrtošolčke nas je toplo sprejela učiteljica Zdenka Mežan. Vedno nam je bila na voljo za pogovor, ne glede na situacijo, v kateri smo se znašli. V 5. razredu je bila naša razredničarka Sanja Polinič Vidic. Nihče je ni poznal in malo nas je bilo strah, a menim, da smo se super ujeli. V tem razredu smo dobili tudi dva nova sošolca, Sašota in Aleksa. Pa tudi hitro smo razčistili, da svilo ne pridobivamo iz krave, temveč iz gosenice sviloprejke, se spomnimo? Počasi smo odraščali, postajali odgovornejši, pogumnejši in že smo se znašli v 6. razredu. Mislili smo, da smo že na vrhu, želeli biti opaženi in seveda kot vsi smo si želeli, da naše mnenje nekaj šteje, da nas ljudje okoli nas upoštevajo in jemljajo resno. Na našo srečo smo dobili razrednika Boštjana Srovina. Joj, veš, kako je on strog. Mene je ful strah, kaj če ne bo kul. Mnogokrat smo slišali takšne besede in bili v skrbeh. Potem pa smo se spomnili, kdo smo in zgodba se je obrnila. Če se spomnim za nazaj, mislim, da je bil on tisti, ki ga je bilo strah v nas. Saj veste, od nekdaj so nas imeli za najhujši razred. Res je. Vendar smo se super razumeli. Morda smo povzročili kakšen siv las, pa saj sam ve, da ni bilo namerno, saj smo ga vedno spoštovali, ker se je trudil za nas, nam prisluhnil in bil v veliko podporo skozi vsa leta. Pa ne pozabimo, istega leta se nam je pridružil tudi Kevin. Proti koncu poletja 2018, ko smo bili že nestrpni, da bomo končno prišli v ta 8. razred in bili 6 stopničko višje, pa nas je doletela žalostna novica. Naša skupina je bila prevelika. Dobili smo 2 novi sošolki, Nastjo in Hano, ter sošolca Aleksa, in žal smo se ločili na 2 oddelka. Našo polovico je prevzela super razredničarka Mojca Novak, s katero smo se hitro ujeli in se odlično razumemo. V našem zadnjem letu smo imeli veliko preobratov, sponov in padcev, a smo se vedno pobotali in stvari skupaj rešili, saj smo vedeli, da bomo le tako uspešni.
Sedaj, ko smo obnovili spomine za vsak razred, pa si lahko podrobneje pogledamo še pouk pri nekaterih predmetih. Pri biologiji in kemiji smo bili zadnja leta kar delovni in poslušni. Malo manj pa morda zadnji klopi v 6. razredu, v enaki učilnici z isto učiteljico pri istem predmetu naravoslovja. Kaj pa vem, mogoče nam je zrak v učilnici dajo navdih za globoke in resne debate. Geografija nam nikoli ni preveč pomagala, ne glede na to, koliko se je učitelj trudil, se smo bili skozi vsa šolska leta čisto izgubljeni. Kar se tiče zgodovine, je bila predvsem našim športnikom najbolj všeč lokacija. Sploh na kakšen zaspan, deževen dan, ko so misli in pogledi iz učbenika Stalina in Hitlerja hitro odstavljeni na šolsko igrišče. Pri matematiki je bilo povprečje edina stvar, ki so nas številke zares zanimale. Pa seveda, da smo si lahko izračunali, kakšen popust na razprodajah. Slovenščina je bila med vsemi predmeti naš najljubši predmet, pri katerem smo vedno najbolj sodelovali. Tako smo bili zavzeti, da smo obdelali tudi izbirne vsebine, kot na primer, kaj je sarkazem. Ufja, pa po angleško smo znali šprehati. Kaj naj rečem, naravni talenti smo bili. Športni vzgoji bi lahko pripisali zaslugo, da smo se naučili, da je včasih boljše, da si tiho in se pogovoriš med odmorom, kot da tečeš 2 najdaljši minuti svojega življenja. Pri fiziki smo seveda najraje izvajali poskuse, sicer pa smo bili tako pridni, da nam je včasih ostala še kakšna minutka za klepet o zanimivih tematikah. Glasbe smo se najbolj razveselili, ko je učiteljica rekla, da bomo igrali na glasbilo. Tako veseli smo bili, da se kar nismo mogli ustaviti pred tem, da bi malo zaigrali, preden smo smeli. Zato smo včasih kar hitro zaključili z igranjem. Verjetno, ker se učiteljica ustrašila, da nas bo sliši, kako smo dobri. Ure oddelčne skupnosti so bile tihe in mirne. Vedno smo se med seboj poslušali in se strinjali s paralelko o pomembnih odločitvah. Poglejmo si nekaj utrinkov iz letošnjega šolskega leta, nato pa se za trenutek sprostimo in prepustimo plesu. Dame in gospodje, generacija 2500 predstavlja najjačji predstavitveni video.
Gremo! So how do you say Ghanaian in English? Stranke rekla, Račja kaže. Timotej Svake. Značilnosti absolutizma. Ne vem. Hladna vojna. Ne vem. Razum Hitler Stalin. Negativno ena. Za leto smo zaključila. Bravo, Timotej, nov šolski rekord. Naslednji kandidat, Ana Vrhovec. Učitelj sem Zobarja. Mama mi ni nič poslala. Ja. Zdravstvena kartica. Mam jo. Ajde, pojdi. Ja. Dvigujem. Evo. Naših 9 let je minilo kot v hipu. To je bil 9. razred 2020. Kevin, Pija, Filip, Tjaša, Julija, Ema, Aleks Klevenc, Nadja, Vid, Anže, Eva Krevs, Jaka, Tim, Sašo, Nina, Lan, Urban, Urša, Korina, Aleks, Nejc, Larisa, Nastja, Timotej, Matevž, Hana, Tonja, Max in Eva Zupančič.
Obudili smo spomine na vsa pretekla leta, sedaj povabimo razrednika, da se nam pridružita in spregovorita nekaj besed. Spoštovani devetošolci, starši in učitelji. Generacija 2019-2020 je na naši šoli pustila pomemben pečat in je res nekaj posebnega. Kot prvi so se učili nadaljavo, niso opravljali NPZ, so eni redkih, ki imajo valeto in zaključni izlet v dokaj običajni obliki oziroma izvedbi v letošnjem šolskem letu. Kljub posebnim razmeram zaradi virusa COVID-19 ali koronavirusa, pa bodo šolanje končali v šoli in ne doma, kakor je sprva kazalo. Pa vendar so sodelovanjem in doseganjem zavidljivih uspehov na različnih področjih priborili številna priznanja. Udeleževali so se tekmovanji znanja, sodelovali na športnih tekmovanjih, likovno in glasbeno ustvarjali in bili zelo uspešni še pri številnih drugih dejavnostih šole. S talentom, samozavestjo, vztrajnostjo, dobrimi delovnimi navadami in priljubljenim in pridobljenim znanjem ste brez večjih težav osvajali zastavljene cilje in dosegali tako odlične dosežke. No, včasih je bilo potrebno tudi nekoliko pomoči. Pri svojem delu ste bili ob usmerjanju učiteljev in podpori vaših staršev izredno samostojni. In ravno samostojnost, samozavest, zaupanje vase je pomembno tudi za uspeh v nadaljnjem šolanju in vaši življenjski poti. Naj se pridružim tudi jaz. Na začetku vašega 8. razreda mi je bilo povsem nepričakovano dodeljeno razredništvo. Odgovorna naloga, sem si mislila.
Na eni strani veselje, ki sem ga vsakodnevno delila po vaših uspehih, ter skrb in vzpodbude na drugi strani. Vesela sem za to vrstno priložnost, ki mi je bila zaupana, za nova spoznanja, ki sem jih odkrivala skupaj z vami. Teh pa ni bilo manj. Prav vsak izmed vas bo košček v mozaiku mojih spominov. Menim, da gre za uspešno generacijo, ki je zaključila 9-letno osnovnošolsko izobraževanje na osnovni šoli Toneta Pavčka. To potrjuje tudi vaše priznanje in pohvale, ki ste jih osvajali, in druge pomembne osebnostne lastnosti. Naj izpostavimo učenke in učence 9. razreda. Kevin Benkič je bil kapetan nogometne ekipe na področnem prvenstvu v nogometu za starejše dečke, osvojil 7. mesto na teku na 60 metrov na področnem ekipnem tekmovanju v atletiki in bil kapetan ekipe, ki je osvojila 1. mesto na kvalifikacijskem turnirju 4 ekip dolenjskih osnovnih šol. Julija Gorenc je naše najhitrejše dekle. Težko jo je ujeti na šolskem hodniku, še težje pa na tekaški stezi. Pija Fabeci Rezelj prejme pohvalo za prizadevno delo v oddelčni skupnosti. Prejme tudi bronasto priznanje iz vesele šole. Ema Gracelj je vsestransko dekle. Poleg bronastih priznanj iz Mlademčka, Bobra in vesele šole prejema pohvalo za prizadevno delo v oddelčni skupnosti. Je zlata bralka, opravila je tudi dodatno bralno značko. Filip Fortuna prejme pohvalo za doseganje vidnih rezultatov pri pouku na šolskih tekmovanjih in spoštljivem odnosu, prejme tudi bronasto priznanje iz angleščine, bronasto Preglovo priznanje, bronasto priznanje iz geografije, bronasto priznanje iz zgodovine, bronasto priznanje iz fizike in postal zlati bralec. Nadja Jarc prejme bronasta priznanja iz angleščine, astronomije in nemščine, bronasto protouslovo in Preglovo priznanje. Prejme tudi zlato priznanje iz nemške bralne značke. Je zlata bralka, opravila je tudi dodatno bralno značko. Je ena najaktivnejših učenk pri delu oddelčne skupnosti, zato prejema tudi pohvalo za prizadevno delo v oddelčni skupnosti. Tjaša Galič prejme pohvalo za prizadevno delo pri kulturnih dejavnostih šole. Vid Klemenčič je vedno zavzeto spremljal razlago. Na to pa se po tehtnem premisleku odločil, ali mu bo to kasneje koristilo pri izdelavi lesenega pohištva ali ne, zato je marsikatera stran v zvezku ostala tudi prazna. Sicer pa je znal vedno priskočiti na pomoč in se potruditi, ko je bilo to nujno potrebno. Aleks Grebec je bil pomemben član nogometne ekipe, ki je nastopila na področju prvenstva malem nogometa za starejše dečke in osvojila 1. mesto na kvalifikacijskem turnirju 4 ekip dolenjskih osnovnih šol. Eva Krevs je prijetno in zelo prizadevno dekle. S svojim nasmehom in mirnim značajem bo čez nekaj let zagotovo znala pomiriti marsikateri otroški jok. Eva danes prejema priznanje za sodelovanje na tekmovanju Bober.
Anže Krevs je nastopal na atletskih tekmovanjih. Nina Malenšek ima v rokah najraje košarkarsko žogo. Kot prava športnica sledi svojim ciljem v športu in šoli. Ob tem pa si življenje polepša s pravim čutom za likovno ustvarjalnost. Danes prejema bronasto priznanje znanja nemščine in priznanje za upravljeno bralno značko. Je Zlata Bravka. Jaka Krevs je nastopil na atletskih tekmovanjih in bil pomemben člen nogometne ekipe, ki je nastopila na področju prvenstva v malem nogometu za starejše dečke. Lan Malus je učenec, ki nikoli ni želel biti v ospredju, a za sramežljivim nasmehom se skriva iskren fant, ki rad teče za nogometno in košarkarsko žogo. Tim Krevs se je izkazal na njemu zanimivem računalniškem področju. Urban Matko. Ob mojem vprašanju, kaj je protestantizem, je v učilnici običajno nastala popolna tišina. Vsi so namreč tako vedeli, da zagotovo to ve Urban in to še z letnicami vred. Zato drugi ne bi niti poskušali odgovarjati. Urban prejema 4 bronasta priznanja, in sicer iz angleščine, geografije, zgodovine in bronasto Preglovo priznanje. Prejme tudi srebrno priznanje z nemške bralne značke, je zlati bralec. 2 leti je bil predsednik oddelčne skupnosti, zato prejema pohvalo za prizadevno delo v oddelčni skupnosti. Urša Matoh prejme pohvalo za prizadevno delo v oddelčni skupnosti in drugih dejavnostih šole. Postala je tudi Zlata Bravka. Sašo Novinec. Sašo je ves čas epidemije čakal, da bo lahko ponovno zaigral pod šolskimi košarkarskimi koši. Ko so se vendarle vrnili v šolske klopi, pa mu niti to ni bilo dovoljeno. Danes prejema bronasto priznanje iz zgodovine. Nejc Rožnac prejme pohvalo za prizadevno delo v oddelčni skupnosti in drugih dejavnostih šole ter doseganje vidnih rezultatov na šolskih tekmovanjih. Prejme tudi bronasto priznanje iz angleščine, bronasto Protevusovo priznanje, bronasto priznanje iz logike, bronasto priznanje iz astronomije, bronasto Cankarjevo priznanje, bronasto priznanje Temček, bronasto Preglovo priznanje, bronasto priznanje iz geografije in fizike, srebrno priznanje z nemške bralne značke in postal zlati bralec. Korina Pršlja. Korini so bile šolske ure vedno zelo zanimive, saj je o njih zelo rada poglobljeno razmišljala s svojim sosedom. Da pa vse ne bi bilo le črno-belo, je v roke rada vzela slikarski čopič, v svet domišljije pa se je rada potopila tudi v branju knjig, saj je postala Zlata Bravka. Danes prejema bronasto priznanje iz znanja angleščine ter priznanje za zaključeno bralno značko. Nastja Smrke je s pripravljenostjo in sodelovanjem vedno priskočila na pomoč. Aleks Ravnikar. Aleksu največ pomenita kolo in žoga, saj sta prav takšna kot on, hitra in gibljiva. Zelo težko mu je bilo, ko smo učitelji zahtevali prisotnost pri pouku v predurah, saj je to pomenilo, da se bo moral odreči jutranjemu nogometu. Svoje športno znanje pa je uspešno izkazoval tudi v šolski nogometni ekipi. Dunja Zgonc
njena strast je električna in akustična kitara, ki jo zelo dobro obvlada. Larisa je dekle, ki bo znala v naslednjih letih vsekakor polepšati vašo podobo, ali z ustreznim ličenjem, ali pa s pravim računalniškim programom. Danes prejema priznanje za sodelovanje na tekmovanju Bob. Max Zupan prejme pohvalo za prihodevno delo v odlični skupnosti in drugih dejavnosti šole ter spoštljivem odnosu, pohvalo za sodelovanje na novinarskem krožku in pohvalo za fotografiranje šolskih prireditev. Timotej Smrken. Ko smo Timoteja vprašali, ali ima domačo nalogo, smo na primer spoznali, kaj je to retorično vprašanje. Torej vprašanje, katerega odgovor je že znan. Sicer pa je bil redni član šolske košarkarske ekipe ter vedno prvi pri pripravi ozvočenja na posameznih prireditvah. Eva Zupančič prejme pohvalo za prizadevno delo v odlični skupnosti in drugih dejavnosti šole, prejme tudi bronasto priznanje iz logike, bronasto Preglovo priznanje, bronasto priznanje Matemček, priznanje beremo francosko in postala je zlata bralka. Matej Špilar. Ko v prepisu skoraj vsi učenci že kar nekaj časa strmijo v zrak, učitelj še malo počaka, nato pa vpraša: Matevž, ali si že? Odgovor je vedno enak: še čisto malo počakajte. Matevž je danes prejema bronasti priznanje iz logike in zgodovine ter priznanje za osvojeno bralno značko. Je zlati bralec. Hana Vrhovec. Hana je pogosto tiho sedela v klopi, poslikava zvezko pa je bilo njeno najljubše opravilo v času učiteljičine razlage. Pogosto so izpod njenih rok nastale prave male mojstrovine. Sledi podelitev posebnih priznanj in nagrad šole. Filip Fortuna prejme srebrno priznanje iz tekmovanja Matemček. Eva Zupančič prejme srebrno Cankarjevo priznanje iz zgodovine. Matej Špilar prejme srebrno priznanje iz znanja zgodovine. Nadja Jarc prejme srebrno priznanje iz Matemčka in diamantni kanguru. Kevin Penkič je bil kapetan in član nogometne ekipe že vrsto let. Z mlajšimi dečki na področju prvenstva malega nogometa zasedel 4. mesto. V lanskem šolskem letu je z ekipo starejših dečkov dosegel 5. do 8. mesto na področju prvenstva malega nogometa. Letos si je njegova ekipa delila 4. do 6. mesto na področju prvenstva. Tudi na atletskem področju tekmovanju dosega zelo dober rezultat. Zato je v šolskem letu 2019-2020 postal športnik šole. Julija Gorenc je sodelovala na večini področnih prvenstev v atletiki, tako posamično kot ekipno. Dosegala je zelo dobre rezultate tudi v mlajših kategorijah. Na letošnjem področnem ekipnem prvenstvu je v teku na 1000 metrov osvojila 1. mesto. Julija Gorenc je v šolskem letu 2019-2020 postala športnica šole.
Žilar zaradi večletnega sodelovanja na številnih kulturnih šolskih prireditvah kot voditelj, recitator in član gledališke skupine prejema priznanje za dosežke na kulturno-umetniškem področju, to je kulturnik šole. Ema Gracelj zaradi večletnega aktivnega sodelovanja na kulturnih prireditvah kot članica dramske skupine ali pevskega zbora ter ostalih aktivnosti pri pripravi posameznih šolskih dogodkov prejme priznanje na kulturno-umetniškem področju, to je kulturnica šole. Urban Matko se je poleg svojih učnih dosežkov odlikoval kot voditelj številnih šolskih prireditev, na njih sodeloval z recitacijami ali kot član dramske skupine. V letošnjem šolskem letu je predsednik šolske skupnosti, lani predstavnik šole na regijskem otroškem parlamentu. Je tudi redni član šolske košarkarske ekipe. Za svoje odgovorno in vestno delo ter spoštljiv odnos prejema posebno priznanje šole, to je Zlata čebela, osnovna šola Toneta Pavčka. Nadja Jarc je poleg svojih učnih dosežkov aktivno sodelovala na številnih šolskih prireditvah in dogodkih in sicer kot voditeljica, članica dramske skupine ali pevskega zbora. Šolo je večkrat zastopala na Ekotržnici v Novem mestu. Uspešna je na literarnem področju. Sodelovala je pri šolskih projektih in raziskovalnih nalogah. Kot članica novinarskega krožka je pisala prispevke za šolsko spletno stran, šolsko ter občinsko glasilo. S svojim nevsiljivim, vljudnim vedenjem, prizadevnostjo in pripravljenostjo priskočiti na pomoč sošolcem in učiteljem je vzor svojim vrstnikom in mlajšim učencem, zato prejema najvišje priznanje osnovne šole Toneta Pavčka, to je Zlato Satje. Tudi Eva Zopančič je poleg svojih učnih dosežkov aktivno sodelovala na številnih šolskih prireditvah in dogodkih in sicer kot voditeljica ali članica pevskega zbora ali kot solistka. Sodelovala je pri šolskih projektih in raziskovalnih nalogah, kot članica novinarskega krožka je pisala prispevke na šolsko spletno stran, šolsko ter občinsko glasilo. S svojo prizadevnostjo, odgovornim in vestnim delom je vzor svojim vrstnikom in mlajšim učencem, zato prejme najvišje priznanje osnovne šole Toneta Pavčka, to je Zlato Satje. Dragi učenci, skupaj smo začeli v 6. razredu. Nadaljevali v 7. razredu, se učili in spoznavali v šoli v naravi tradicij, sledila je delitev v 8. razredu na A in B oddelek, občutno manjša razreda, ki ste bili vajeni do takrat. V 9. se je razred še nekoliko skrčil, B pa ostal na istem. Z vami sem doživljal številne lepe, nepozabne trenutke, pa tudi tiste manj prijetne, ki pa zaradi številnih lepih hitro zbedijo in otonejo v pozabu. Ob dobrih dosežkih, pohvalah učiteljev in pridnem delu si bil ponosen na nas, ob slabših pa strog in nepopustljiv. Seveda je bilo vse to le v korist in dobrobit vas učencev in učenk in da ne bo pomote, vse to brez zamere. Danes vsi uspešno zaključujete osnovno šolsko izobraževanje. Ponosna sva na vas. To je vaš dan, ki bo vam in vašim najdražjim pustil lepe spomine in zarisal nove prelomnice življenja. Hvala za vse trenutke, ki smo jih preživeli skupaj in verjamem, da se bodo naše poti nekje zopet srečale. Bertrand Russell je nekoč dejal: do dobrega življenja vodita ljubezen in znanje. Ljubezen ga navdihuje, znanje
usmerja. Učitelji smo vas vodili po neskončni zakladnici človeškega znanja. Toda znanja vam nismo mogli ne dati, ne podariti. Znanje ste si morali vzeti, ga osvojiti. Želim vam, da bi v življenju znali svoje znanje dobro unovčiti, ob tem pa vztrajati in slediti svojim sanjam. In ker smo ravno v vesolju, vzemite si za cilj svojega življenja doseči luno in če tudi zgrešite, še vedno pristanete med zvezdami. Najlepša hvala tudi vam, dragi starši, za redno in prijetno sodelovanje. Želim vam, da bi se v prihajajočih letih, ko vas bodo vaši otroci postavljali pred najzahtevnejše preizkušnje, spominjali misli malega princa. Ne pride daleč, kdor gre kar naravnost. Včasih bo namreč potrebno narediti ovinek, morda postanek, a možnosti za dosego cilja zato ne bodo nič manjše. Za vašo prihodnost se ne bojim. Prepričan sem, da boste dosegli, kar si boste zastavili. In naj zaključi s pesmijo Toneta Pavčka, ki je meni ostala nekako najbolj v spominu in mi je zelo všeč. Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca, spomladi do rožne cvetice, poleti do zrele pšenice, jeseni do polne police, pozimi do snežne kraljice, v knjigi do zadnje vrstice, v življenju do prave resnice, v sebi do rdečice čez eno in drugo lice, a če ne prideš ne prvič, ne drugič, do krova in pravega kova, poskusi vnovič in zopet in znova. Dragi učenci, srečno na vaši nadaljnji življenjski poti in poti učenosti. Posebno se zahvaljujemo naši razredničarki. Spoštovana učiteljica Mojca Novak, bili ste nam vedno na razpolago, ko smo vas potrebovali. Vedno ste nas bili pripravljeni poslušati in si vzeli čas, ne glede na to, kako zaposleni ste bili. V težkih trenutkih ste se postavili v našo kožo, nas poskušali razumeti in nam svetovali po najboljših močeh. Usmerili ste nas, ko smo kam zašli, saj ste želeli, da bi odrasli v odgovorne, samostojne in iskrene ljudi. Spodbujali ste nas, da ostanemo pristni sebi in sledimo svojim sanjam, saj smo le mi tisti, ki jih lahko uresničimo. Kljub gori dela ste veliko truda vložili v našo valeto. S toplimi besedami ste nam polepšali dneve in nam vlivali moči, ko smo želeli obupati. Neskončno smo vam hvaležni za vse, kar ste za nas storili in zelo cenimo vašo požrtvovalnost. Hvala. Spoštovani gospod razrednik, skozi vsa leta smo skupaj prebrodili marsikatero težavo. Bilo nekaj slabih momentov, a te sploh niso pomembni, saj je vedno prevladala dobra volja. Včasih smo vam otežili kakšen dan, želeli, da so nekatere stvari narejene točno tako, kot smo si zamislili in bili najposlušni. Vendar smo vam najhoteli dokazati, da smo dovolj sposobni in da lahko vse naredimo sami, pa smo kmalu ugotovili, da bo treba počakati še kakšno leto. Pogosto smo zabredli v težave, ampak skupaj smo vedno našli način in rešili zadevo. Veseli smo, da smo vsa ta leta od 6. razreda pa do danes bili skupaj. Stali ste nam ob strani, nas spodbujali in vedno vztrajali z nami, da smo dosegali skupne zadane cilje. Hvala vam iz srca, vaš 9. jan.
Tone Pavček, pesem o zvezdah. Vsak človek je zase svet, čuden, svetav in lep, kot zvezda na nebu. Vsak tiho zori, počasi in z leti. A kamor že greš, vse poti je treba na novo začeti. Tako živimo ljudje, vsak zase krmarih pogrebu. Svetloba samo nas druži kot zvezde na nebu. A včasih so daleč poti, do roko v roko ne seže. A včasih preblizu so si, da z nohti lahko srce kdo doseže. Od tega menda človek umre, od tega z neba se zvezda uspe. Hvala, beseda mala, a velika, da gore premika, ruši bregove, zida mostove, sesuva nadutost, rojeva hvaležnost, klesti prevzetnost, gradi prijaznost, premalokrat izrečena, premnogokrat pozabljena, namerno zamolčana, preprosta, velika, beseda mala, hvala. Zahvalili bi se vsem učiteljem in učiteljicam, ki ste skrbeli, da smo vsrkali vsa potrebna znanja in informacije. Tako, kot boste vi nam v spominu ostali za vse življenje, si želimo, da si tudi vi nas zapomnite kot vesele, vljudne, vedoželjne, takšne, kot smo bili. Posebej bi se zahvalili učiteljici glasbene umetnosti Emi Igličar. Učiteljica je k naši valeti prispevala še zadnje koščke mozaika, ki smo jih potrebovali za našo popolno valeto. V trenutkih, ko bi najraje kar obupali, ko nam ni šlo najbolje od rok in nas je skrbelo, nas je spodbujala. Učiteljica Ema je na stvari vedno gledala s posebnim, pozitivnim pogledom. Nas je vlivala veselje in upanje, ter nam vedno namenila kakšno spodbudno besedo. Hvaležni smo vam. Nikakor pa ne pozabimo na naše starše, ki nas podpirajo v vseh odločitvah. Zavedamo se, da vam včasih povzročimo nepotrebne skrbi in smo nevzdržni, ampak smo vam iz srca hvaležni za vsako minuto, ki nam je namenjena, da nas podbujate in nas podpirate, da nam stojite ob strani, ko to najbolj potrebujemo. Brez vas ne bi bilo nas, ampak pomislite, kako dolgočasna in monotona bi bila vaša življenja brez našega veselja in sreče, ki iz nas kar žarite. Vsi smo polni pričakovanj in zanima nas, kaj prinaša prihodnja leta. Mi pa vam v zaključku osnovne šole obljubimo, da se bomo potrudili in dali vsa od sebe, da vas ne bomo razočarali. Hvala. Naše potovanje po vesolju se zaključuje. Ob pristanku vam sporočamo, da se bomo razpršili vse smeri in poiskali svojo zvezdo. Hvala, da ste z nami preživeli to popoldne. Veliko nam pomeni, da ste se vzeli čas in prišli. Hvala vsakemu posebej. Od vas se poslavljamo z razredno himno.
ob odhodu pa se ustavite v mizek za pogostitev. Hvala in lep preostanek večera.